Se pravi, mi to smo mislili, da je 2x po 8 kg. In zdaj imamo 20 kg tvoje prtljage še. Znam 2 majice. Ej. Kdo je ženska tlele v tem razmerju? Kaj če ostanemo nekje, recimo se zaštekava za 14 dni in ti boš jokala, kako ti je mrz, jaz bom pa imel ful. Se bom tebe vzela. Fuck! Ne. Ne moremo ponašati, kako je to bilo. Zamudila sva let. A se je vam tudi to že kdaj zgodil? Meni se je. Res ni prijetno in še zmer se ne znam s tem spopadati. Tako da imel sem manjši, pa jaz bom temu rekel, da sem sprostil ventile. No, jaz bi temu pa rekla nek psihopatski podvig. Čakaj, zdaj opiš, kaj sem točno naredil. Toliko si pa volano pa govoril. Ampak pa sem dal ven iz sebe. Ja. Še zmeraj sem jezen. Na njo. Itak. Vse smo vedno drugi krivi. Res je ona kriva. Ona je dobila mail. Ona je svoj mail dala. Ok, mogoče gremo jutr. Zakaj imam jaz 2 kufra, ruzak, pa še kapo moram nositi. Kaj imaš pa ti? Jaz potujem v stilu. A se vam zdi normalno, da vam moški pač voz kufra, ne? In zdaj njemu ne rodim, ker ima on roza kufr. Katrina, ne oddaljuj se od mene s tem roza kufrom. Spočita in sveža. O, slavnika pa dolki. Kako si, Katarina? Matrno. Koliko časa si potovala? Koliko je ne? 15-16 ur? Neka taka fora je bila. 15 ur. Od tega si bila 14 ur pa pol tečna. Da vam padamo v depresijo, stari. Prišla sva v Kapadokijo, Goren, tukaj imamo sej zapnenca. Kaj je? Sploh ne veš, kaj je zapnenca. Ne, ti veš. Ja, vem. Če potrkaš tako in je trdo, to je plenc. Ok, super, no, Marko, vem, jaz ne vem nič. Če pa trdo... Dej prosto. No, hodila sem povedati samo to, da, ne vem, zgubila sem inspiracijo sploh gor. Hodila sem povedati to, da sva pač v bistvu je tle lepo. Dobiva takole sobico, lepo, čisto neko avtentično. Nobenega navdušenja več. Kako ti je Marko še si rekel? V redu, dober. Fok. Snemaš. Sploh nikomor več novo šla, stari. Ura je 7 pa 15 minut. Plan je bil se zbuditi ob 6:30, da ujameva sončni zahod, ki je 15 do 7. Kot vedno sva po planu. Ampak seveda nama to ni ratal, ker zdaj Katarina se mora namazati, tako da ura bo 15 do 9. Ne to, da v bistvu ti budilko si kar poklopil, a ne? Lej, ta snuz na budilki je pač res ena slaba lastnost, ki jo zlorabljamo. Tako da v glavnem, zdaj smo mi tukaj, ker je sončni vzhod pa sončni zahod najbolj zanimiv za slikanje, pač v fotografskem smislu in tukaj, kjer spuščajo te balone, evo ga tamle že leti en dron. A že? Pa so balončki. Si se zmatril? No, smo mogli hoditi zelo malo, da pridemo do telih balonov. Sonce je že kar visok, ne vem, če bomo lahko kaj naredili. Ja, mi da sva probala. Probala sva za sunrise, prišla sva na to lepo pokrajino, ko so vsi odhajali. Če pa tako rada spiva, vsaj jaz. Ne, jaz pa ne. Poglejte si vsem, pokrajina je noro, zanimiva in lepa. Tako da jutri imamo, hvala Bogu, še en dan take 2, a ne, ponovitveno vajo. Bo jutri stala, Marko?
Jutri bo ob 4 ustala, da bo tle 2 uri pred vsemi pripravljena z 3 podi z pozitivi, dia negativi. Zdaj si pa še tole malo vsem pogledala, ne? Aha, še to bom delila s širšo publiko. Marko me je vprašal, kakšen je moj scenarij, če se nama kaj zgodi na motorju, kako bom jaz zaščitila fotoaparat. Ker sem pač prej padla in zdaj očitno se boji, da bo ostal brez fotoaparata. Ne brez mene. Ne, ampak lej, če padeva, ne bo padla zdaj, da bo umrla, ampak pa se zvrneva, ne, in zdaj, kako boš lovila fotoaparat, ne, v tem primeru, to sem mislil. A se še komu zdi to bizarno, ali samo. Takole Marko se je odločil, da bo on vprašal, če se mi to lahko tle samo za 2 minuti poslikava. Oni so si sicer plačali vse, se pravi fotografa, outfite, ampak optimizem je pa res čudovita pokrajina. A mislite, da bo Marko to uspel? Ok, danes sva končno on time in sva prišla sem in ujela vse balone in sva bila tukaj skoraj pred vsemi, sicer gužva je neverjetna. Zdaj imam še enega, ki snema. Zebe me, oblečena sem kaj s kim, čeprav so eni čist spedelani v oblekcah in v vsemu. Jaz nisem ta primer očitna, ker je tale gospodična. Wow. Katarina, Ja? kako se imaš? Stresno. Stresno. Včeraj sva zamudila balone, danes sva dobila voznika, ki ni vedel, kaj mu govoriva, ni razumel besedice anglešk in tudi ni razumel, kaj hočeva. In pripeljal naju je v gužvo vseh gužev. Gužv, to sploh beseda. In pol pozabiš na ta spektakel, ki je v bistvu tukaj, ki je najbolj pomemben, da je poslan te balone. Zaključna sva slikanje v Kapadokiji vseh teh balonov. Kakšni so občutki, Marko? Tako je, res se moraš zgodaj vstati in jaz nisem navajen zgodnjega vstajanja. Še manj pa Katarina, tako da sicer je ful lepo pa vse, ampak tako se ti zdi nekako, da moraš ful hiteti, da ne boš zamudil to tisto, tako da se moraš kar opozarjati, da uživaš v tem, je lepo. Ja, hitro človek pozabi v bistvu, da je srednje česa lepega in da ni samo tisti stiki noter. Še ne dolgo nazaj je bila ta miza polna, ampak ker sem bila midva toliko zaposlena, ne, da bomo naredili to popolno fotko, sem pozabila to posneti. Moram priznati, da je zelo težko biti bloger, fotograf, youtuber, storije snemati, objavljati slike, obdelovati na Instagramu. Res je to v bistvu poklic. Ja, končno nekdo, ki lahko pove to na glas, ne? Pa pač, ki mogoče bo bolj kredibilno, ne, kakor če bi jaz to povedala. Ne vem, zakaj sicer, ne, ampak verjetno zato, ker zgleda, da se sam slikam, pa da je to vse, kar delam v svojem lifeu. Ampak to ni tako, sploh ne vem, če sem svojo glavo zdajle zadela, upam, da sem. Ampak mi je všeč, da tole lahko en iz prve roke pove, ki je v bistvu zdajle upadel noter v to, da je to res pač služba. Še celo stresna služba, ker bi človek mislil, da je preprosto. Mislim, da uživaš. Loviš sunrise, sunsete, timinge, ta pravo svetlobo. Skozi se ti mudi, nenaspan si, skozi se moraš uščipniti, da čak, zdaj moram pa tudi uživati, tako da Instagram je res malo fake life. Kaj pa tebi tako težko? Jaz isto, kaj lovim skozi roke, moram se biti namazana, lepa v narekovajih, ne moram pač vse, nisem moški, nažalost, vstanem, ali pa nisem tako naravno lepa, da bi se sam zbudila in šla. Pol tukaj je vedno treba še razmišljati o nekih outfitih. Danes sem prišla na to idejo, ne, pač, ker
v tem hotelu ni bilo nič tako avtentičnega, ne, da bi zdaj rekel, ok, v Turčiji smo, ne, ker veliko teh hotelov ima neke preproge pa tako, ne, ta pač ni primer tega. No, Ja, bom uživala v čaju, ne? take stvari se dogajajo tudi. Skos! Pospremali nas bojo do hotela. Okej. Z Markotom sva se mečkam odločila, ker grem jaz po svojih opravkih za spletni obešalnik oziroma urbani obešalnik. In odločila sva se, da bova tukaj brez prenosa podatkov, imajo neke abnormalne cene, tako da dejansko bova testirala, kako to še funkcionira, kakor v starih časih, ko si se zmenil v določeni lokaciji, na določeni lokaciji v določeni uri, če nam bo to ratel, ne? Sploh Marko ni najbolj točna oseba, da bomo videli, kako bo to šlo. No in na koncu spet jaz čakam. Toliko točnosti, ki je, ne vem, in oba sta brez telefona. Koliko si bil pozen? Par minutk. Pa pravic? Ne, Uber je bil pozen, jaz sem bil točen. Ne, nisi bil ti točen, ti si ga prepozno naročil. Jaz sem bila v stresu, da bom pozna 5 minut, ampak da bi vedela, s kom imamo pravka. In sem ga čakala ene pol ure. Zdaj sem pa končno prišla do zaslužene kave. Ful mi je všeč ta skodelica, Marko. Kaj če bi to midva imela? Pa kak glinena je. Ko prideš zjutraj, da boš posnel Aja Sofijo, no. To, kar ne vidite, tam je ta džamija, ker je cela v meglici in v bistvu ste slišali, no, došla si džabe. Na drugi strani je pa Blue Mosque, katero tudi zdaj ne vidite, ker je vse v megli. In ja, ne vem, če je tole najbolj produktivno bilo. Plus do zjutraj smo imeli že kaj, Marko? Prepir. Zakaj? Zato, ker se moram 7 ustaviti, da slikam. Zdaj on meditira. No, v glavnem, ker me je že 10-krat prekinil, bom še enkrat povedala zdaj. Lahko meditiram do konca. Evo, tole je najnih zadnjih zajtrkov v Istanbulu. Sediva tlele na eni terasi, v bistvu v tem hotelu, za katerega sva morala posneti kakšno slikco. V bistvu Katarina je zadolžena, da mi narediva kakšen kontent za hotel in pač kot neke vrste collaboration zastonj stanujemo v tem hotelu. To je v bistvu kar stresno opravilo. Treba najti pravi kot, pravo pozo, se našminkati, recimo jaz sem zdaj čist zašvicam, ker sem laufal gor, dol, kolikor rata ena živčna vojna. Danes sem se jaz recimo zjutraj zbudil malo tečen, ker je pač Katarina imela nekaj v planu, kar ni bilo v mojem planu. Sem to tečnobo prenesel na Katarino. Katarina. Katarina se neče pogovarjati z mano. Pa z vami tudi ne. Zaključen dan v Istanbulu. To približno tako izgleda. Zdaj vse pospravljajo. Vse, kar rabite, imate tukaj. Gucci za po kući, Adidas, Nike, tudi. Lakoste za v goste. Marko, si kaj kupil nama? Ja, Priznaj, zdaj boš nosil tole v Ljubljani. Ojojoj. Hvala.
Tole je že moj približno, ne vem, mogoče 10. obisk v Istanbulu, tako da jaz ne moram več govoriti o vtisih. Marko pa lahko kaj pove. V Turčiji to je res država, zakaj mi režeš glavo? Ja, kaj ne znam. Moja lepa pizda. Turčija je res država trgovcev in mi da sva trgovca. Jaz sem bil do 20 let, tako da kar mal mi je grozen, a sem to jaz. Vsiljivi so, prijazni, ampak Hočejo ti prodati vse. Lačna po celem dnevu. Marko se skoraj sklega za vsakim, kaj misli, da ga hoče okol prinesti. A si zdaj zadovoljen? Si si izbral? en gram je hotel. Marko, greva? Eno zmolt. Čakaj, moram na kolena. Ja, pa sem ti pokazala danes kako. Moja molitva je meditacija. Jaz druge molitve ne poznam. Ko se jaz povežem sam s sabo. Jaz sem tudi vesela, ko on meditira, ker je bolj normalen.